PITA projekt je umetniški projekt, ki ga soustvarjava umetnici, jaz, Nina Goropečnik in pa Rea Vogrinčič. Sam projekt sva začeli v letu 2019 na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje Univerze v Ljubljani. PITA projekt je fluidna platforma, ki se prilagaja različnim pogojem bodisi institucij ali umetnostnega sistema. Je orodje, s katerim vstopava v neke dane okvire institucij, jih preoblikujeva in si ustvarjava neke nove pogoje dela. V te pogoje dela pa nato vstopava z nekimi svojimi individualnimi umetniškimi praksami. Z Nino sva bili povabljeni k sodelovanju z galerijo Alcatraz in pravzaprav ta projekt, oziroma pač PITA projekt nekako zasnovali kot serijo 3 razstav, ki se zgodijo v roku enega meseca. Torej, pravzaprav je šlo za neke krajše razstave. Prva razstava v tej seriji je bila moja razstava, kurirala jo je Lara Reichmann z naslovom Podporni sistemi. Potem druga razstava v seriji je bila razstava Nine Goropečnik z naslovom Predmeti morajo izpolnjevati določene pogoje, ki jo je kurirala Anita Vah. In pa potem tretja razstava v seriji in tudi zadnja razstava tega cikla z naslovom Pite, jejte, je pravzaprav v bistvu nekako najina skupna razstava, torej na njej je predstavljeno najino sodelovanje, kurirala pa sta jo Ana Grobler in Sebastian Kravčak. Prva v sklopu teh 3 razstav, ki so se v mesecu novembru odvile v razstavi Alcatraz, je bila razstava Reje Vogrinčič z naslovom Podporni sistemi. In v bistvu tukaj ona mene povabila zraven k kuriranju te razstave. Torej, umetnica izhaja iz svojih prejšnjih projektov, ki jih je pač v preteklosti razstavljala po različnih galerijskih prostorih in vzame iz tega, kar je bilo razstavljeno, samo neke elemente, ki ponavadi ostanejo nevidni. Gre za neke, kot že pove sam naslov, podporne sisteme, podstavke, nosilce za ekrane, tablice in podobno. In z odsotnostjo vsebine, ki jo pač ponavadi te podstavki podpirajo, se osredotoča na njihovo samo formo in jih postavi nekako v središče pozornosti in njihovo funkcijo iz neke zelo jasne namembnosti, pač jih spremeni potem v nekakšne skulpture. In ta sama postavitev, ki je bila nastavljena za to prvo razstavo, prvo dejanje, pa nekako pol tudi nastavlja neko scenografijo za vse, kar se bo še zgodilo v tem prostoru tekom naslednjih tednov, kar se lahko tudi vidi pač iz te zadnje razstave, da dejansko te podstavki, ki vmes postanejo neke samostojne skulpture, spet prevzamejo vlogo nosilcev in jih je tako Nina Goropečnik za svojo samostojno razstavo, kot tudi pol ta skupinska razstava PITA Project pač uporabljata za neke nove postavitve znotraj kontekstov novih razstav. Ti nosilci, podporni sistemi, pač umetnice ne zanimajo samo zdaj kot neke zgolj pač formalni objekti, se direktno navezujejo na tudi neke mogoče bolj nevidne podporne sisteme znotraj pač kulturne scene, se pravi vsega tega suporta, ki je potreben za bolj ali manj nemoteno delovanje umetnika, institucij in pa pač celotne umetniške scene. I am the curator of Nina Goropečnik Razstava. Objects must meet certain conditions, and the main topic of the exhibition is dialogue.
dealing with archive, personal archive, and the process of work itself. So our dialogue, which included a lot of emails, like running for 2 months, it's like 100 of more emails, is a part of creative process of this exhibition. But if I describe the exhibition itself, I would say that Nina concentrated on a reconstruction of her points of references, of her working space, which means pictures, texts, objects, anything that she was collecting for a couple of last years, and it's important for her work. So she was then in real life, in different contexts. Let's say she started to work on the exhibition in Bologna, in residency, and then she continued to work on it at her own home. She was just looking for equivalents, ready-made objects of these points of references. So this is kind of work which can last really long. So it's very hard to say when the actual work for this exhibition started and if this is finished. I think this is something that we can continue for another couple of years. So this is like the essence of the exhibition. The other thing is that all the objects that Nina was searching in different contexts then started to be a part of also of Rea's exhibition. So this is kind of the dialogue. It's not only between me as a curator and artist, it's also a dialogue between different exhibited objects, between space holders and then ready-made objects which Nina collected. So we've been looking for different kinds of relations, also like physical relations, relations in the meaning, and different kind of also functional relations. So this was also a very interesting part of this creative process. Exhibition itself, it's cooperation and exchange of informations, exchange of knowledge and different experiences. So also a report of our cooperation is an object which is part of the exhibition. Nina invited me to be curator of her exhibition, and I invited Nina to be part of my performance, which is part of the bigger project, 30 movements, produced by Via Negativa. So, as I said before, this is like a lot about exchange of experiences and giving each other references. What is important and very interesting for me in this exhibition, what Nina is doing also before, she's always placed herself inside of her own work. So she's always an essential part of it, physically or conceptually. And this time she decided to kind of degrade herself, being an artist, and she became a guard for 1 week. She was guarding the space. So in this sense, she was really a part of the whole structure. And this exchanging of the roles from curator to artist and the performer, also the question what is performance here was very interesting for me, because this was also kind of performance which was invisible, but it was very much present through the whole exhibition. Reo Vogrinčič in Nino Gropečnik v galeriji Alcatraz spremljamo že več let. V okviru našega programa modula opolnomočenja mladih umetnikov spremljamo mlade umetnike in umetnice, ki študirajo na ALUJU. In pravzaprav smo že se srečali s tem, kar počneta obe umetnici več let nazaj, med pripravami, med izbiro pač umetnikov, umetnic za skupinske razstave, ki smo jih tukaj prirejali v galeriji Alcatraz že 3-krat. Pred zadnjo razstavo, skupinsko razstavo, smo objavili razpis in na ta razpis sta se prijavili tako posamično kot s projektom PITA projekt.
In hitro smo ugotovili med pregledovanjem vlog prijavljenih, da ta projekt bi nas zanimal razvijati oziroma gostovati v okviru samostojnega razstavnega programa. Tako da smo se odločili, da namenimo pač prostor zgolj temu projektu. In z Nino in z Reo smo se pol v nadaljevanju tekom enega leta smo razvijali en proces, ki se zaključuje s to razstavo. Za izhodišče koncepta tega razstavnega trojčka služi umetnicam razmislek o pravzaprav njuni poziciji. Obe ste zaključili študij na kiparstvu na Aluju pred kratkim in zdaj razmišljata, kako naprej, kako se uveljaviti v okviru umetnostnega sistema v Sloveniji. In preučujeta v bistvu, kakšne imata možnosti, kaj lahko storite v tej poziciji, kjer sta. Tako da ta meta pozicija, raziskovanje lastne pozicije bo trovalo nastanku tega procesa. Tako da, ko pridemo v galerijo, vidimo, to zelo na kratko lahko opišem, kdo sta. Tukaj na levi moji strani je ena portretna fotografija obeh umetnic. Kaj sta počeli? Nasproti na steni imamo sprintane različne prijave na različne umetniške projekte, rezidence, na katere sta se prijavili v okviru PITA projekta. Potem na moji desni tukaj imamo eno mapo, kjer to je mogoče še posebej zanimivo za nekoga, ki bi rad spoznal ozadje umetniških projektov, kjer natančno je pač predstavljen proračun vsakega projekta, v katerem sta sodelovali v okviru platforme PITA projekt. Pa tukaj pred mano na ekranu je natančen popis različnih akterjev, ki so pomagali jima pri realizaciji vseh teh podvigov, vseh projektov, katerih sta se lotili. In mogoče ta vidik se mi zdi še posebej zanimiv za izpostaviti umetnici med razmislekom, kako izkoristiti to priložnost za razstavo, za razstavni projekt v ljubljanskem razstavišču kot galerija Alcatraz. Sta se odločili, mogoče ne toliko, ni v prvem planu raziskovanje umetniškega izraza vsake od njiju, ampak izpostavljanje sodelovanj. In to se kaže naprimer na ta način tukaj v okviru našega razstavnega projekta, da imamo 3 razstave in bogat obrazstavni program. Se pravi, umetnici sta povabili kuratorici Laro Reichmann, Anito Vaho, ki sta bili kuratorici prvih 2 razstav. Poleg tega pred samo razstavo, pred samim razstavnim projektom, začetkom razstavnega projekta sta izvedli 2 delavnici v sodelovanju z javnim zavodom Mladi zmaji. V okviru našega projekta sta bili izvedeni zin delavnica, odprti atelje znotraj galerije in nas čakata še 2 okrogli mizi na temo razvijanja strategij funkcioniranja v umetnostnem sistemu v povezavi z dogodkom, ki ga ste poimenovali pitanje. To je tako malo igrivo pač poimenovano. Tako da je ta povezovanja, ta mreženja tukaj izpostavljata kot nekaj, z moje perspektive, kot nekaj ključnega, pomembnega. Se mi zdi, da to je neka povratna zanka, se pravi, ne samo to, da poskušata raziskovati različne pozicije znotraj umetnostnega sistema v povezavi s sodelovanji, zato ker sta ne samo umetnici, ampak tudi na nek način kuratorici, organizatorki, se ukvarjata z PR-om,
konstantno odgovarjata na maile, sta v neki zelo aktivni vlogi. Tako da ne samo to raziskovanje elementov umetnostnega sistema, elementov razstave, ključno v smislu tega procesa v eno smer, ampak tudi v drugo smer. Se pravi, samo to raziskovanje vpliva na njun umetniški izraz. Imamo tukaj na ogled stvari, ki so rezultat tega raziskovanja. Tako da ta umetniški izraz dojemam v tej luči, se pravi, to, da razmišljata, kakšne pozicije zauzeti znotraj umetnostnega sistema, vpliva na to, kako zares njuna umetnost zgleda za obiskovalca. Mogoče bi še poudaril samo to za konec, da ta način delovanja, ki se razkriva tukaj, meni kot galeristu kaže tudi na to prekarno pozicijo mladih, ne samo mladih ustvarjalcev na področju likovne umetnosti, neko obrnjena pozicija Mladena Stilinovića. Sedanja mlada umetnica nima časa spati mogoče, ležati in počivati, ker mora ob 10. zjutraj odgovarjati na maile, pa ob 4. imeti delavnico, pa ob 10. zvečer objavljati Instagram story. Tako da mislim, da ta podoba lahko nam vzbudi mogoče neko refleksijo, ki se mi zdi smiselna in je zelo aktualna v tem času. Torej, v galerijo Alcatraz smo povabili umetnici zato, da bi predstavili svoj PITA projekt, ker se nam je zdel izredno zanimiv kot nek poseben pristop začetku kariere v povezavi z ustvarjanjem, razstavljanjem, predvsem razstavljanjem in vsem, kar pač to vključuje. In umetnici pa so nas v bistvu rahlo presenetili in sicer sta namesto enega projekta potem pripravile kar 3. In pravzaprav ta projekt ne moremo niti reči razstava, ampak razstavni projekt je pravzaprav, kakor jaz to vidim, umeščen v program galerije Alcatraz in je znotraj tega programa sama svoja samostoječa programska enota pravzaprav. In sicer zelo podjetno zastavljen projekt z ogromnim programom, obrazstavnim, diskurzivnim, številnimi dogodki in poleg vsega zelo domišljeno sestavljen na ta način, da se vsaka razstava, se pravi najprej samostojna razstava ene umetnice, potem samostojna razstava druge umetnice in nato razstava obeh skupaj, torej PITA projekta, se nadgrajuje, se gradi tako na elementih razstave, torej fizičnih objektih, in gradi na vsebini in se postopoma razvija. In kar je še tudi tukaj zelo pomembno, je to, da pravzaprav dovoljuje ta format, ker je tako premišljeno zastavljen strani umetnic, da znotraj vsakega projekta tudi sama raziskuje in udejanja svoj ustvarjalni izraz. Tako da sta se obedve samostojni razstavi rahlo razlikovali, čeprav sta se nadgrajevali, se pravi ena in potem druga in nato je pač prišlo v tretjo PITA projekt. Je pa pomembno povedati tudi to, da ta projekt tako zelo bogato zastavljen, pravzaprav zelo dobro ilustrira, kako je mlademu umetniku oziroma mladi umetnici na začetku kariere, na začetku samostojne poti v umetnostni sistem pravzaprav. In točno ta razstava, kakorkoli zahtevna je pravzaprav bila za vse vpletene, kaže na to, s čem se morajo spoprijemati mladi, ko stopajo na novo iz recimo akademije, zaključenega študija, v potem neko samostojno življenje, samostojno kreiranje razstav, razstavljanje in tako naprej. In sicer njihove vloge so pač raznovrstne, ne gre samo za to, da pač ti narediš neko umetniško delo, ne. Ti se moraš ukvarjati jasno z vsebino, to pride zraven, ampak ne, moraš se ukvarjati tudi z mreženjem, moraš se ukvarjati s PR-jem, z organizacijo in z vsem, kar pa še zraven.
Tudi ravno zaradi tega recimo, je bil zanimiv ta projekt, ker je čist preobrnil vse vloge vpletenih. Se pravi, midva s Sebastianom kot kuratorja galerije, ki povabiva dve mladi umetnici, da tu razstavljata. Nisva več samo v vlogi kuratorjev oziroma sva samo ena izmed kuratorjev oziroma kuratoric tukaj in hkrati tudi umetnici pravzaprav sta do neke mere kuratorki. Kuratorki svoje razstave, kuratorki svojega razstavnega programa znotraj programa Galerije Alcatraz, PR-ovki, organizatorki, veliko stvari pravzaprav. In to, ja, tako kot je Sebastian rekel, pač res to je en trenutek, kjer se moramo ustaviti in se vprašati, ali mogoče pač preveč se zahteva od mladih, ki vstopajo v umetnostni sistem. Ker to je zelo veliko delo, ki sta ga obe, vključno z kuratorkama, dodatnima ustvarjami.